Začnimo s številkami, ki so bile tudi letos ena pomembnejših tem redne letne skupščine. Najprej s tistimi, ki predstavljajo temelje, na katerih je zgrajena najmočnejša panožna zveza pri nas. Več kot 66 tisoč registriranih igralcev oziroma skupno 80 tisoč ljudi, ki se ukvarja z nogometom. 145 reprezentančnih tekem z 48% deležem zmag. 1618 ekip iz 262 klubov je odigralo skoraj 12 tisoč ligaških tekem. Vse to priča, da je podobno kot skoraj povsod po svetu nogomet tudi pri nas prvi šport. Da je najbolj množičen, da se ga je najlažje udejstvovati, da ne zahteva tako grozne in visoke stroške pri vadbi, da ima eno energijo, eno emocijo, eno strast in tu ni kaj dodati. Vseeno dodajamo še nekaj številk, ki nadgrajujejo in potrjujejo povedano. Številki iz poslovnega izida, ki ga predstavlja 19-milijonski proračun. Največ 30% prihodkov je iz naslova televizijskih in medijskih pravic. Na odhodkovni strani je bila skoraj tretjina sredstev namenjena klubskim tekmovanjem, ki so prvič presegla reprezentančne stroške. Proračun je uravnotežen, kar pomeni, da nogometna zveza vse, kar ustvari z nogometnimi produkti, vrača nazaj v nogomet. Videli ste, da so se povečale določene postavke, predvsem na medijskih pravicah, delno na sponzorskih sredstvih in na določenih vlaganjih kasneje v ženski nogomet in v infrastrukturo. Med svoje člane bo zveza ponovno razdelila četrtino proračuna. Tu je tudi eden od poudarkov s pogledom v prihodnost. V naslednjih 5 letih bo namreč v sodelovanju z UEFA-inim programom Hat-Trick in iz svojega proračuna za vlaganje namenila rekordnih 9 milijonov evrov. Pomagamo tem, ki želijo vlagati v športno infrastrukturo, da izboljšujejo pogoje za vadbo mladih in jim namenjamo večja sredstva kot kadarkoli do sedaj. Velja izpostaviti manjše popravke statuta, sprejetje etičnega kodeksa, ki sledi smernicam UEFA, zagona akcije Štej do 11, ki bo namenjena ozaveščanju o preprečevanju sovražnega govora na in ob igriščih. Eden od bodočih ciljev je povečati delež žensk na vodstvenih položajih in iz tega zornega kota tudi pogled od zunaj na nogometno Slovenijo. And I can see that there's a lot of diversity in the football landscape in Slovenia. What I know is that Slovenia has recently been in the highest ranking ever in women's football. So I'm very happy to see that there's so much development happening here in Slovenia, especially in women's football, and I'm curious for the future how this will continue. Zasedanje najvišjega organa zveze je tudi vsakoletna priložnost za počastitev zaslužnih nogometnih delavcev in jubilantov. Častni član zveze je postal dolgoletni predsednik sodniške organizacije Vladimir Šajn. 100-letni jubilej obeležujejo klubi Rudar Trbovlje, Krka in Krško. Po 100 letih delovanja v tem trenutku očitno zgleda, da bomo mogli narediti en korak nazaj in na novo oziroma zajeti sapo in naslednjo leto jeti v boj, da se vrnemo nazaj v drugo. Čeprav še nismo obupali. Posebno priznanje za eno od 9 podzvez, Medobčinsko zvezo Nova Gorica, ki obeležuje 75 let delovanja. In verjamem, da kot regija smo sposobni še generirati dobre igralce in bodoče. Prvič je bila podeljena nagrada Investitor leta za vlaganje v infrastrukturo. Za izgradnjo športnega parka jo je prejela občina Gorišnica, za rekonstrukcijo na Fazaneriji pa društvo Nogometna šola Mura, ki je prva tudi na področju združevanja moškega in ženskega nogometa. Po drugi strani so pa to koraki v smeri trendov tako UEFA kot FIFA in vemo, da bo bodoče to praktično sodelovanje ali pa imeti svojo žensko ekipo zahtevano za nastopanje v evropskih ligah in mi v tej smeri gremo. V smeri, ki je bila zastavljena pred mnogimi leti in nas je že pripeljala tudi na svetovne in evropske nogometne odre. Naslednjega gresta letos kadetska reprezentanca in mladinska futsal reprezentanca. Verjamemo, da jim bo prihodnje leto sledila še naša članska reprezentanca.